Bliža se čas poletnega oddiha, ko bomo veliko časa preživeli na prostem, ob morju in bazenih, ali se bomo podali v hribe. Sonce nam vzbuja ugodje, izboljša razpoloženje in pomaga pri tvorbi vitamina D. Vendar pretirano izpostavljanje povzroča številne škodljive učinke. Zato je priporočljivo, da upoštevamo nekaj splošnih ukrepov za zaščito pred soncem. UVB žarki povzročajo rdečino, vnetje in lahko tudi opekline, UVA žarki pa so odgovorni za staranje kože. Tekom leta se vsi ti negativni vplivi na kožo seštevajo, ki se potem kažejo kot pigmentacije, keratoze, razne pege in potem lahko tudi kakšne nevarne stvari, kot je recimo malinom. Ena osnovna navodila za zaščito so tako, da gremo na sonce tako, da imamo zaščito glave, in sicer pokrivalo, ki naj bo zračno, da zaščitimo oči, se pravi sončna očala, kvalitetna, potem, da se skušamo čim manj gibati na soncu med neko 11. in 15. uro, da pijemo veliko tekočine in da izpostavljene dele namažemo z zaščitnim faktorjem. Kjerkoli smo, nezaščiteno izpostavljanje je nevarno. Zato je potrebno vedno kožo zaščititi z zaščitnimi faktorji. Ta zaščita je vedno odvisna tudi od tipa kože, od vrste pigmentov, obarvanosti kože, od časa, ki ga preživimo nekje na soncu, potem pa od UV indeksa, to je nek najboljši pokazatelj ogroženosti. Ta UV indeks je v bistvu različen, spreminja se tekom leta in na geografski lokaciji je različen in tudi glede na vreme. Mogoče še, da izpostavljenost je pač nevarna, če tudi uporabljamo kremo in pa ne namažemo pravilno. Pri zaščiti mogoče še povemo o nekaj zmotah, na katere mogoče nismo tako pozorni. In sicer, če smo recimo nekje v oblačnem vremenu zunaj, to ne pomeni, da nas ne more opeči, ker UV žarki prehajajo tudi skozi tanko kopreno oblakov. Prav tako, če sedimo kje v senci, na plaži, recimo ob morju, sončni žarki UVB in UVA dolžine se odbijajo od vode, od belega peska, od skal in prav tako dosežejo našo kožo. Paziti je treba tudi na to, da izdelke za zaščito pred soncem na kožo nanesemo pravilno. Pravilni nanos je tak, da zaščitni faktor nanesemo na vsako končino po eno žličko, se pravi na levo nogo eno žličko, na desno nogo eno žličko, levo, desno roko, sprednji del trupa, zadnji del trupa, glavo. To pomeni 30 ml nekje ob enem nanosu. Zaščitno sredstvo, ki ima kemijske filtre, naj bi bilo nanešeno nekje 30 minut, preden gremo na sonce. Izpostavili bi predvsem, da najbolj pazimo na koren nosu, na uhlje, na zatilje, na nart, na brazgotine. Ti izdelki so različni. Imamo tehnologijo, liposomsko tehnologijo, kjer je potreben samo en nanos dnevno. Ta liposomska ovojnica pripelje zaščitno sredstvo tako globoko v kožo, da jo ne speremo. Potem pa imamo te formulacije, ki so bolj lahke, za te bi pa svetovali, da se tekom dneva vsaj enkrat še obnovijo, sploh če gre za zadrževanje v vodi, vodne športe, znojenje, te pa potrebno potem ponoviti enkrat, dvakrat dnevno. Sicer se te kemijski filtri lepo vpijajo v kožo, ampak ob znojenju in ob kopanju je vseeno priporočljivo vsaj enkrat nanesti še kremo. V trgovinah so na voljo kreme za sončenje z različnim zaščitnim faktorjem. Prvice povedano, en faktor 30 bi lahko bil dovolj. Lahko bil dovolj v primeru, da mi nanesemo res žličko. To je 30 ml na enem nanosu, to pomeni v 7 dneh bi porabili celo tisto plastenko, 200 ml, kar mislim, da nobeden od nas ne naredi. Prav zaradi tega mi svetujemo 50, ker takoj, ko naneseš manj, se ta faktor razpolovi. Mogoče še kaj ta faktor pomeni. Zdaj, če sem lahko na soncu recimo 10 minut nezaščitena, potem, če uporabim faktor 30, je to 30krat dlje, to je čisto teoretično, to je ponavadi manj,
ampak noben ni več kot 5 ur recimo na soncu, tako da če ob pravilni uporabi bi bilo to v redu. Mogoče je vseeno priporočljivo povedati, da 50 za gorske kraje, recimo če gremo v hribe, UV-indeks poleti je tam še višji, potem pa tudi na te izpostavljene dele, kot sem prej omenila, brazgotine moramo paziti, nard, koren nosu, tukaj so vplivi UV-žarkov močnejši. Na Zvezi potrošnikov Slovenije vsako leto testirajo izdelke za zaščito pred soncem. Preizkusijo jih v neodvisnih laboratorijih. Pri testih sodelujejo tudi prostovoljci. Med drugim ocenjujejo, ali izdelki res zagotavljajo takšno zaščito, kot je zapisano na embalaži, morebitno vsebnost sestavin, ki pomenijo tveganje za zdravje, ter razmerje med ceno in kakovostjo izdelka. Nekako bi pričakovali, da bo višja cena prinesla tudi boljšo zaščito, ampak v tem primeru dolgoletna testiranja, ki jih izvajamo, dejansko tega ne potrjujejo. Vedno je med najboljšimi tudi kakšen poceni izdelek. Na drugi strani se pa žal skoraj vedno najde tudi kakšen drag izdelek, ki pa nima ustrezne zaščite. Zato so naši testi edino tisto pravo merilo ali pa pravi pokazatelj, katero sredstvo je tisto pravo in katero ne. Običajno nam od lanskega poletja vedno ostane še kakšna krema za sončenje, ki je nismo do konca porabili. Ali jo lahko še vedno uporabimo, je odvisno tudi od primernega hranjenja. Tukaj pravzaprav nekako bi morali slediti navodilom proizvajalca. Najprej rok uporabe je ponavadi z nekim datumom, potem je pa še znakec, koliko časa po odprtju naj bi to sredstvo zagotavljalo ustrezno zaščito. Ponavadi je 1 leto recimo. Zdaj, mi smo preverili ta sredstva, ki smo jih pač testirali in smo jih, mislim, da za 2 ali celo 3 leta nazaj preverili in dejansko tudi tista starejša so še vedno nudila zaščito. Če pa vidimo, da je še vse v redu, da je pač, bom rekel, samo sredstvo takšno, kot je bilo, kot smo ga vajeni, brez vonja in pa se normalno maže, se pravi, da ni najprej voda, potem pa nekaj manj tekočega. V tem primeru pa uporabo načeloma recimo leto ali pa celo 2, mislim, da ne bi smelo biti težav, s tem, da seveda mora biti sredstvo ustrezno shranjeno nekje na temnem in hladnem, ne na soncu. Tudi sicer ga ne smemo puščati na soncu, ampak ga dejansko, če imamo hladilno torbo s seboj, recimo na plaži, bolje, da ga shranjujemo v hladilni torbi. Kljub previdnostnim ukrepom nas sonce lahko opeče, kar je lahko zelo neprijetno. Opekline povzročijo v bistvu poškodbo celic v koži ali pa celo uničenje. Ob tem se sproščajo snovi iz poškodovanih in uničenih celic, ki povzročajo vnetje, rdečino, tudi bolečino lahko, odvisno pač od stopnje ogroženosti. Prvi ukrep je hlajenje. Hlajenje, če je lahko 20 minut neprekinjeno, lahko je to hladna prha, lahko so hladni obkladki, nikakor dajati na vročo kožo zamrznjenih teh, ki imamo doma v hladilniku, zmrzovalniku, teh obkladkov zamrznjenih ne, da ne bi poškodovali še z zamrzlino kožo. Potem hladilne gele vnaprej in naslednje dni seveda pokrivamo te dele, pazimo, da se ne izpostavljajo. Potem pa pač mažemo z regenerativnimi kremami. Te kreme naj so vlažilne, naj vsebujejo veliko vode, dekspantenol, aloja, kakšni vitamini, antioksidanti in pa razne učinkovine, ki regenerirajo DNK. Pred odhodom na počitnice ali dopust nujno poskrbimo za primerne izdelke za zaščito pred soncem. Obenem ne pozabimo na pokrivala, dobra sončna očala ter svetla in zračna oblačila, ki nas bodo zaščitila pred škodljivimi vplivi sončnih žarkov.